Vabimo vas v arhitekturni biser v osrčju Bohinja, ki oživlja tradicijo in dediščino nekdanje lovske vile. Zgledno sodelovanje med arhitekti in naročnikom je vili, od katere so do nedavnega ostale le ruševine, vdahnilo novo življenje, ki se z veliko spoštovanja naslanja na bogato zgodovino objekta in stavbarsko dediščino območja. Veličastna vila je tako v interjerju kot tudi eksterjerju prava poezija lesa, zato vas vabim, da ji prisluhnemo. Vila, ki nas danes gosti, ima zares zanimivo in bogato zgodovino. Nekdaj je v sebi gostila goste modre krvi. Na koncu, v zadnjem desetletju, pa se je dobesedno sesedla sama vase. Prenova, ki je stekla leta 2023, pa je obudila prekrasen projekt, ki je tako po zunanjosti kot notranjosti prava hvalnica lesu. Prvotno lovsko vilo je davnega leta 1902 po načrtih avstrijskega arhitekta Franza Ritte von Neumanna postavil dunajski veletrgovec Adolf Mur, ki je prepoznal potencial Bohinja in okoliške narave. Njen lastnik Tot ni preživel prav veliko časa, saj je umrl leto po njenem dokončanju. Zlato dobo je objekt doživel pod rodbino Karadžordžević, po zaslugi katere je tu počitnikovala evropska smetana, glas o vili in Bohinju pa je v svet ponesla zaroka princa Đorđa in princese Marine. Po vojni je bila v objektu očesna bolnišnica ter okrevališče za bolnike in vojne sirote, pozneje pa je služila predvsem turizmu, dokler se nazadnje ni sesedla sama vase. Jure, povejte nam, kako je živela in tlela ideja o prenovi tele vile? Mi smo takrat kupili kompletni rezort s pripadajočimi zemljišči in tukaj je bila tudi ruševina. Midva z kolegom Damjanom, investitorjem, sva pa od samega začetka vedela, da bomo tukaj postavili to vilo. Zakaj? Zato, ker take lokacije nimamo. Nimamo jo v Sloveniji, sploh pa jo nimamo v Triglavskem narodnem parku. In glede na to, da je bilo to stavbno zemljišče in da je ta vila nekoč že stala, so bila midva odločena, da to zgradimo. Kakšna je pa zgodba povezovalnega podzemnega hodnika? Ta je že bil, ne? Ko smo začeli s prenovo, ko smo začeli z investicijo, so nam rekli, gledajte, da boste obudili stari hodnik. Tam smo mi hodili skozi tisti hodnik v diskoteko, noter je bil tudi akvarij in smo rekli, da to moramo dejansko obuditi. Je bil pa v dobrem stanju, ni bil kako zasut, zagrajen? Ne, hodnik je bil zasut, tako da smo ga mogli popolnoma podreti in renovirati. Kakšna je ideja za tem ponovno uporabljenim, recikliranim lesom? Zakaj ste ga toliko uporabili? Ja, glede na to, da vsi govorimo o trajnosti, mi ne radi govorimo o tem in izpostavljamo, ampak smo dejansko to uporabimo v naših dejanjih in tukaj vidimo, da smo uporabili ta recikliran les. Tukaj je dokaz, da se da tudi star les, ki mislimo, da je že odslužen od raznih kozovcev in ostalih objektov, da se ga da ponovno uporabiti. Mislim, da ti to daje pol tisto toplino, ki jo tudi gosti občutijo. Arhitekti so se pri oblikovanju nove vile naslonili na prvotno podobo, kar je bil precejšen zalogaj, saj prvotnih načrtov niso našli. Pri oblikovanju so se naslonili tudi na pripovedi Bohinjcev, ki so bili na staro vilo navezani, saj so številni domačini gojili lepe spomine na objekt. Tot so bodisi delali njihovi predniki, spomini drugih pa so bili vezani na prvo diskoteko, ki je bila svoj čas v tem objektu. Čeprav je šlo za objekt, ki je nekoč gostil imenitne goste, pa kot lovska hiša ni imel prav bogate ornamentike, a je arhitektom kljub temu uspelo izluščiti posamezne elemente, ki so jih vkomponirali v fasado. Špela, na kakšen način se arhitekt loti takelega projekta, ki je vseeno precej drugačen od sosednjega hotela? Ja, gre res za en poseben projekt, predvsem zato, ker je ta vila bila vsem v spominu, domačinom, nam, ki smo pač obiskovali Bohinj včasih, pač tudi v medijih je bila objavljena najprej kot pač vila, kot primer neke kvalitetne zgradbe, potem pa tudi pač ta njena žalostna zgodba, kako se je vila pač sesula sama vase. Tako da v bistvu smo imeli res veliko dilemo, kako pristopiti k takemu projektu, kjer nič več ne stoji drugega kot kup kamenja. Po drugi strani obstaja nek spomin na to vilo
neka, bom rekla, čustvena navezanost. Po tretji strani smo pa mi arhitekti, ki zmeri iščemo v objektih neke eksperiment, radi delamo tudi neke sodobne elemente, torej nismo želeli absolutno narediti repliko, tako da to je bilo veliko vprašanje, kako se pravzaprav igrati med temi, bom rekla, elementi, med to tradicijo, spominom in pa v bistvu, kaj mi kot arhitekti želimo tukaj narediti. Tako da pravzaprav to je bila prva asociacija, ja, seveda moramo narediti nazaj ta masiven pritličje iz kamna in pa v bistvu ta črn, bom rekla, črno nadgradno z lesa. Medtem ko lesa, jasno, ni bilo, smo pa ravno zato se igrali s temi idejami, kako les tretirati, da bo imel podobo tako, kot je imel nekoč, hkrati pa tudi naročniku omogočiti, da ne bo potreboval vzdrževati tega lesa, ne, se pravi barvati, sanirati in tako naprej. Tako da smo se lotili te stare tehnike žganega lesa. Za kakšno tehniko tukaj gre? Torej, karboniziran žgan les, ki je potem dolgo časa obstojen. In koliko je ta tehnika naša, slovenska, tradicionalna? Ja, gre za staro tehniko, ki se je včasih precej uporabljala, tisti, ki poznamo, bom rekla, objekte na Gorenjskem, ne samo v Bohinju, tudi drugod, vemo, da v bistvu vsi tisti objekti, ki so nekaj bili, kjer so bili zadaj, bom rekla, ljudje, ki so imeli določene finance, so bili pravzaprav temni, ne? Recimo, čeprav včasih so to delali ali z žganjem, ali s kombinacijo žganja in oblogo, ali so pa nekateri na nek, bom rekla, malo bolj ekonomsko, bom rekla, prijazen način jih pravzaprav premazali s starim oljem, tega se bojo še spomnili, ne? Tako da mi smo tukaj se odločili za žganje. Ta tehnika je res stara, slišala sem, upam, da je res, da mi ne bo kakšen arheolog zameril, ampak pravzaprav drevak, ki so ga našli pred par leti v Ljubljanskem barju, je bil tretiran na enak način, se pravi prežgan in premazan za smolo, tako da je to neka tehnika, ki je v Sloveniji obstajala že dolga leta nazaj, drugače pa v bistvu so to tehniko baje uporabljali tudi vikingi za svoje ladje. Les v bistvu je na ta način najbolj zaščiten proti, ne vem, mahovom, zajedalcem in tako naprej, hkrati pa ustvarja podobo vile, kakršna je nekoč že bila. In potem je veliko, ampak povsem drugačnega lesa tudi v interjerju. Tukaj prevladuje, da je osrednjo rdečo vodilno nit, ne? To je bila nekoč lovska koča, tako da v bistvu smo si želeli poustvariti ta ambient, ki je zelo udoben, ki je prijazen in to smo ravno najlažje ustvarjali z lesom. V restavraciji sami imamo prav star les. Gre za recikliran les, ki ga je mizar našel na starih objektih, ga prepariral, se pravi proti insektom, zbrusil in prepariral na način, da se je lahko ponovno ugradil v restauracijo samo. V sobah nam ni uspel posod recikliranega lesa umestiti, tako da so tudi elementi, recimo nad kamini in tako naprej, ki so. Drugače gre pa za smreko, po tleh je pa v bistvu hrastov parket, ki je bom rekla, najbolj odporen tudi za te, bom rekla, večje obremenitve. Tudi notranja vrata se lepo vklapljajo v interjer s svojo leseno podobo. A njihova funkcija še zdaleč ni le estetska, temveč gre za zelo odporen element, ki uspešno kljubuje tudi velikemu sovražniku lesa, ognju. Damjan, les ponovadi povezujemo tudi z gorenjem. Tukaj imamo pa lesena protipožarna vrata. In me zanima, zakaj gre v tem primeru? Glejte, načeloma neko splošno razmišljanje je, da se sam požar rešuje s kovino. Vendar v tem primeru ni tako. Treba se je zavedati, da je les izredno dober izolator, ki ob stiku z ognjem se praktično ne razteza in ne deformira. In konstantno lepo počasi odgoreva, kar mi s pridom uporabljamo, da zamejujemo ta požar za neko časovno obdobje. Vi ste zdaj vajeni rokovanja z lesom in me zanima, kakšne vrste lesa so uporabljene pri takšnih protipožarnih lesenih vratih? Za neko osnovo smo tukaj uporabili masiven hrastov les, ki izredno počasi gori. Potem v kombinaciji smo uporabili tudi določene materijale oziroma plošče, ki so težje gorljive in določene materijale, ki so povsem negorljivi. Te smo na koncu oplastili še s smrekovim furnirjem, tako da je v nekem celotnem konceptu tega objekta. In v primeru vrat, kakšno je to časovno okno? Koliko časa traja, da bi taka vrata pregorela? Načeloma, taka vrata, recimo, kot smo vgradili tukaj, da pregorijo, potrebujemo vsaj 45 minut. V bistvu ta vrata ne preprečujejo v bistvu samo požara, ampak preprečujejo tudi izhod dima iz prostora v zunanje prostore, kar je zelo pomembno zaradi vseh evakuacijskih poti, ki so izven prostora.
Na kakšen način pa to dosežejo? Tukaj na teh vratih so različni intumescentni trakovi, ki ob določeni temperaturi ekspandirajo in enostavno zatesnijo vse reže, ki kasneje služijo za to, da se ta dim ne uhaja iz sobe ven na prostore. Na kakšen način pa te protipožarne lastnosti vi lahko zagotovite oziroma je to kako stestirano? Jaz sem v bistvu že tretja generacija mizarja. Načeloma pa vse stvari mi testiramo na Zavodu za gradbeništvo v njihovem laboratoriju. Tam dejansko te vzorce vse pretestiramo. Pretestiramo akustiko, pretestiramo požar, pretestiramo dimotesnost in ko na koncu vse te stvari uspešno, bi rekel, spravimo čez, nam Zavod za gradbeništvo na koncu izda nek certifikat, ki ga je v bistvu treba potem na vsakih toliko let obnavljati in opravljati te tehnične presoje, da zagotovimo vsem tem standardom. Tudi v zadnjem času se ogromno ukvarjamo tudi samo akustiko, ker je vedno več zahtev po akustiki na teh javnih objektih. V štartu smo se ukvarjali pretežno s požarom, ampak trenutno zadnje čase pa večinoma tudi z akustiko. Vila je slavospev v lesu, a tudi tradiciji lokalnega stavbarstva. Na bežni pogled je vila prav takšna, kot je bila nekoč, natančneje pa so vidni sodobni elementi lesnih zvez in interpretirane ornamentike. Fasado krasijo prepleteni vogali v obliki lastovičjega repa. Rezbarije z okenskih špalet stare vile lahko v interpretaciji danes občudujemo na perforaciji polken. Vrsta lokalnih motivov se pojavi tudi v interjerju, kar ambientu vile daje prav poseben šarm. V katerih pogledih pa se še interjer naslanja na neko tradicijo, na lokalno stavbarstvo? Recimo restauracija, bomo omenila elemente nad kaminom iz opeke. Tukaj nam je bil inspiracija pravzaprav senik, ki še zmeraj danes stoji v stari Fužini. Podobne oblike so se uporabljale za prezračevanje teh elementov, sena. Luč nad mizo okroglo je pravzaprav narejena iz korenin, gre kot za neko gnezdo. Korenine same pa je umetnik Tilen Sepič v tem primeru nabral okrog jezera, gre za stare bukve, ki so se žal podrle. Keramika, ki je po stenah, krožniki, vaze, imajo tudi ornamentiko. Tukaj je umetnica inspirirala se z starih vezenin bohinjskih in v bistvu se pravi unesla te vzorce na to keramiko. Kaj pa pravijo domačini, tisti, ki se spominjajo še prejšnjega objekta? Mi, tako jaz, kot moj partner Rokoman v biroju, sva zelo navezana na Bohinj. Všeč nam je, ker dejansko nam vsakič nekdo pove neko zgodbo, ali je to tako, kot sem rekla, da se spominja, da je nekdo ded bil tukaj oskrbnik, ali je to recimo to, da je bilo tukaj včasih disko v restavraciji in so se zbirali tukaj domačini, baje so se dogajale tudi prve ljubezni, konkretno dva sta mi povedala, da sta še zmeraj z ženo to, ki sta jo spoznala v tej diskoteki. Tako da v bistvu je zelo pozitivno, da smo uspeli pač skupaj z naročnikom ta objekt postaviti nazaj in ne samo vsem tem gostom, ampak tudi domačinom v bistvu ustvariti objekt, ki jim pač nekaj pomeni.